Najprej, ko se človek loti takega cilja, mora v to verjeti, mora vse narediti za to, da pač do tega cilja pride. Ta cilj mora biti tudi takšen, da je v korist tudi še koga drugega, se pravi, da bo pridobil ostale, ki mu bodo pri tem pomagali. Je pa seveda jasno, da mora pri tem računati, da bodo drugačna mnenja, običajno so to poti, ki jih utiraš, ki niso izhojene, zato je to neka sprememba, ljudje smo proti spremembam, torej je treba računati, da bodo strele padale, da se bo iskalo tistega, kar ni, ampak če delaš tisto, v kar verjameš, če je neke sorte poslanstvo, potem ne glede na to, ali padajo udarci z leve in desne, potem greš naprej in greš do konca. Po moji oceni je zunanje okolje vedno bolj kritično, zato ga moraš pač spoštovati in pa tudi upoštevati. Seveda je pa ta kritičnost včasih lahko zlonamerna, včasih je pa lahko dobronamerna, govorimo o tej seveda drugi dobronamerni. Najpomembnejše za mene pa je, da imaš v tistem delu podporo notranjega članstva, se pravi ljudi, ki s tabo delajo in se deluje, ker to ti daje motivacijo za to, da tudi uspeš. Vsekakor pa brez nekih določenih ciljev, brez vizije, brez nekega usmeritve, kako zagotoviti neko določeno razliko napram tvoji konkurenci, seveda ne boš uspel. To moraš imeti in če imaš tako vizijo in take cilje, jaz sem prepričan, da boš tudi uspel, moraš pa vsekakor biti boljši od drugih. No, za uspeh je vsekakor treba imeti neko vizijo, potem ob tej viziji biti zelo vztrajen, načrtno delati na temu, si postaviti neke srednjeročne in dolgoročne cilje. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, je, da se obdaš z dobrimi sodelavci in to mora biti konstantno delo, pridobiti najboljše, narediti najboljše razvijati še naprej in potem s takim skupinskim delom lahko podpreš eno tudi takšno vizijo in dosežeš uspehe, ki si zastavil. Včeraj sem od legende slovenskega oglaševanja, gospoda Janeza Rakuška, slišala, da smo Slovenci odlični v obrambi. Delal je vzporednico z nogometom, pa veliko slabši v napadanju. Kaj je vaš recept, zelo na kratko, da bomo postali bolj podjetni, da bomo postali bolj napadalni, v narekovajih bolj agresivni, bolj prepoznavni, veliko manj sramežljivi? Imeti moraš pogum in pa tehniko. No, lahko bi rekli, da imamo kar nekaj napadalcev, nenazadnje smo take zgodbe tudi slišali in jih tako vsak dan gledamo. Tisto, kar je pomembno, je, da te primere pokažemo, da o njih ne govorimo z zavistjo in zlonamerno, ampak jih postavimo na piedestal in damo za zgled mladim, ker mladi so tisti, ki bodo lahko tak vzorec obnašanja spremenili v bodoče. Najprej delo na sebi, samozavest, če sam sebe ceniš, te drugi cenijo, in potem je stvar enostavna. Postavimo piko. Hvala lepa. Hvala.